Hej, jaz sem Ema, rada zahajam v gledališče in poslušam glasbo. Skratka, rada imam zgodbe, zato sem zelo vesela, da bom danes lahko spoznala Iztoka Mlakarja. Pridi z mano. Vi ste že pravzaprav narečni poliglot. Katero narečje pa vam je najbližje? To, kar uporabljam večinoma, je severno-primorsko narečje. Bertolin je raztirnil forte fortissimo Ramone Cosaio. Ni čisto natančno, ampak je tako, ker uporabljam besede, ki se mi zdijo zanimive. In če so lepo zvenijo, tudi če so sosednje vasi, nimam nobenih problemov, da jih vpletem v zgodbo. Kaj je bilo za vas prej, ko ste bili še otrok? Pripovedovanje ali glasba? Pripovedovanje definitivno. Zato, ker nisem še nobenega inštrumenta igral. Ampak zmišljal zgodbe sem si pa zmeral. Kje dobite ideje za like, ki nastopajo v vaših delih? Od ulice do spomina, do mladosti, do literature, če hočeš. Idej je polno. Sem zbrati, moraš pa zapomniti. Ste žlahtni komedijant. Kako pa ste se počutili v najstniških letih, če so se vam smejali? En redkih talentov, ki sem jih imel že zelo zgodaj, je to, da sem iz sebe znal norca delati. Tako da ni me motilo in užival sem, če sem ljudi spravljal v smeh. So seveda v najstniških letih stvari malo bolj občutljive, ampak če se enkrat nauči smejati samo sebe, se ne boš nehal nikdar smejati v življenju. Ko ste bili v srednji šoli, vam slovenščina menda ni šla najbolje. In ste se vpisali k dramskemu krožku. V 3. letniku gimnazije sem se odločil, da se malo odlepim od dvojke, grem mogoče na bolj sigurno trojko. Bolj enkrat sem se res odpravil tudi na to in me začelo res zanimati. Kaj pa vam ni šlo? So bile to vejce? Ne, učenje. Nasplošno. Nisem mi dalo nikoli učiti preveč. Takrat v tistih letih imaš kaj bolj pametnega za delo, ko se učiti. Razumljivo. Življenje je polno zanimivih zgodb in vesela sem, da sem s tem pogovorom nanizala še eno. Adijo!